absurdnost tega resnično preprosto, jaz sem brez besed, ker ne morem verjeti, da je to resnično. To je morda ena najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj videla. Resnično ne morem verjeti, kar sem pravkar prebral. Vlada je pravkar objavila priročen vodič za nezakonite migrante o tem, kako ne biti posiljevalec. Kaj? Kako ne biti pedofil. Pedofil. Kako ne pretepati žensk. Zakaj? Zakaj to potrebuješ? Zakaj za to potrebuješ vodiča? In zakaj bi v državo pripeljal ljudi, ki za to potrebujejo vodiča? Bog nam pomagaj. In kako ne puščati dojenčkov samih. Spet, res težko je verjeti. Ampak točno to so pravkar naredili. Nezakonita mama. Poglej to, dobesedno, poglej to! V Združenem kraljestvu morata oba soglašati s spolnim odnosom. Temu pravimo privolitev. O, sveta milost, pravzaprav ne vem, kaj naj naredim sama sabo. Jaz dobesedno ne morem verjeti, da je to resnična stvar. Poglej to! V Združenem kraljestvu morata oba soglašati s spolnim odnosom. Temu pravimo privolitev. Če imaš spolni odnos z nekom, ki tega ne želi, je to še vedno posilstvo. Tudi če si poročena s to osebo ali si v zvezi z njo. Mislim, kaj za vraga. Razumevanje vedenja in pričakovanj v Združenem kraljestvu. Zloraba otrok je v Združenem kraljestvu resno kaznivo dejanje. Zloraba otrok je proti zakonu. Nikoli ne smeš fizično poškodovati otroka. Kričati ali groziti otroku. Imeli spolne odnose ali spolni stik z otrokom mlajšim od 16 let, pustiti otroka samega brez odrasle osebe. Otroku odreči hrano, oblačila, zavetje ali oskrbo. Rezati ali poškodovati spolovila deklice, kar je znano tudi kot pohabljanje ženskih spolovil. Če prekršite ta pravila, vas lahko policija aretira in pošlje v zapor. To lahko vpliva na vašo prošnjo za azil. Prosim, za božjo voljo, prosim, povejte mi, resno, naj mi nekdo pove, kako to ni, poleg tega ni smešno. V tem ni ničesar smešnega, ampak dejstvo, da dejansko potrebujete vodič o seksu, da ne smete pohabljati spolovil deklic. In če imate spolni odnos z nekom, ki tega noče, je to problem. In dovolj je ljudi tam zunaj, ki tega ne razumejo in prihajajo v vašo državo. Morda, ne potrebujete vodiča. Bolje morate presoditi, koga spustiti v državo. Jaz dobesedno ne morem verjeti, da je to resnično. Jaz samo ne morem. Preprosto ne morem verjeti, da je ta stvar dejansko resnična. Priseljence učijo, kaj pomeni privolitev. Učijo jih, da mora ženska reči da, preden imaš z njo spolni odnos. Razložiti jim je treba, da so moški in ženske enaki. Tukaj je priročna risanka, ki jim pomaga razumeti, da je pretepanje ženske nezakonito. Nasilje v družini je nezakonito. Ne volite ljudi, ki mislijo, da je nasilje v družini v redu. Ne volite ljudi, ki mislijo, da je posilstvo kogarkoli v redu. Ne volite ljudi, ki mislijo, da je pohabljanje spolovil pri majhnih otrocih v redu. Ali da je zlorabljanje otrok v redu, ali da je spolni odnos z otroki v redu. Preprosto jih ne volite. Preprosto jim ne dovolite. Ne dajete jim navodil, ne razlagajte jim. Ne poskušajte jih izobraževati. Preprosto jim ne dovolite vstopa v svojo državo. Povedano jim je tudi, da je nadlegovanje ljudi nezakonito. In tukaj imajo celotno razlago, kaj je zloraba otrok. Vključno s tem, da je vsakršen spolni stik z otrokom, mlajšim od 16 let, resno kaznivo dejanje. In tako naprej in naprej. Obstajajo tudi pomembna pravila za starše, ki jih obveščajo, da ne smejo puščati dojenčkov samih. Zdaj, obstaja neskončna propaganda vlade, da so te moški, 200.000 ljudi v zadnjih 8 letih, nezakonito prišli na naše plaže iz držav, kot je Afganistan, ne predstavljajo nobene resnične grožnje britanskim ženskam in dekletom. Vemo, da to ni res. In ko Nigel Farage in drugi, mislim... Kaj je večje priznanje, da je to res, kot če rečemo, da jim moramo povedati, naj ne škodujejo našim dekletom, ker tega sami ne razumejo. Halo? Predstavniki stranke Reform so upozorile na grožnjo, ki jo predstavljajo britanskim ženskam in dekletom. Politični establishment jih izžvižga in nadira. No, ta sramota vam natančno pokaže, kaj vlada ve. Vedo, da so grožnja in da živijo v hotelih, ki jih financirajo davkoplačevalci. Vi plačujete njihove življenjske stroške v hišah z več najemniki, v hotelih. Razdelujejo jih po vsej državi in so tudi v vašem lokalnem okolju.
Vi dobesedno plačujete davkoplačevalski denar ljudem, da živijo v vašem okolju, ki ne razumejo, da ne bi smeli imeti spolnih odnosov z mladoletniki. Mislim, to je absurdno. To je absurdno. In če mi boste rekli, no dej Mira, ni tako hudo, samo poglejte to. Ali prihajaš v Anglijo, ja? Jaz to potrebujem. Skoraj. Potrebujem to. Moram. Moraš priti noter v Ja. Združeno kraljestvo. Ja. Zanima jih samo, da bi me pofukali. Boš prišel in obogatil našo državo. Tako se sliši. Prideš v Anglijo, ja? Zanima me samo k. Mislim, prepričana sem, da ko boš temu moškemu to dala, bo rekel, seveda ja. Seveda želim, da privolijo. To ima popoln smisel. Zakaj mi tega nisi povedala prej? Jaz... Ne zmorem tega, preprosto res ne zmorem tega. Dober večer. Zdi se, da je notranje ministrstvo pravkar priznalo, da uvažajo posiljevalce in pedofile. Nezakonitim migrantom dajo brošuro o tem, kako ne posiljevati žensk in otrok. Prosilcem za azil so povedali, da je spolni odnos z otroki slab. Brošura pravi, da so zakoni in običaji tukaj morda drugačni kot v vaši domovini. Navaja, da je spolni odnos z osebo mlajšo od 16 let v Združenem kraljestvu resno kaznivo dejanje. Tudi če rečejo da, je to še vedno nezakonito. Lahko greste v zapor, izgubite podporo in nastanitev, to pa bo vplivalo tudi na vašo prošnjo za azil. Opazite, da jim tam ne piše, da boste zagotovo deportirani, če posilite otroka, ali da vam bo prošnja za azil zagotovo zavrnjena. Vlada zdaj ponovno priznava dejstvo, da te ljudje pridejo sem in nimajo nobenih kulturnih zadržkov pri škodovanju našim mladim dekletom, kaj ne? Samo poglejte ta video za trenutek. Okay? Where are you going? Ne. Pusti me! Pusti me! Ne. Resno, ne. Kam greš? Grem. To je norma. Ta punca je idiotka, popolna idiotka, ker je sploh za sekundo pomislila. Mislim, da je pijana. Hvala za trenutek. To je njena nova norma. To je nova norma in vlada to zdaj priznava. Ne samo, da je to norma, ampak da vemo, da so ti ljudje okoli vaših deklet, ki bi morale varno hoditi po ulicah, pa ne morejo. Te mlade, čudovite dekleta so zdaj izpostavljene tem ljudem. In moramo poskušati izobraziti te ljudi z letakom. Letakom, na katerem piše, da morata v Združenem kraljestvu oba privoliti v spolni odnos. Temu se reče privolitev. In ne zlorabljajte majhnih otrok. To je slabo. Tudi če je to v vaši državi sprejemljivo, pa brez skrbi. Če pozabite ta pravila, ne boste izgnani. Naših deklet nam ni dovolj mar, da bi vas izgnali. Samo rekli vam bomo, poredni fant. Ampak v katerem hotelu bi radi danes bivali? In nezakonitim priseljencem je dejansko treba povedati, kaj je posilstvo. Tukaj je. V Združenem kraljestvu morata oba soglašati s spolnim odnosom. Temu se reče privolitev. Še vedno je nezakonito, tudi če ste poročeni z njimi ali če so prej rekli da, zdaj pa rečejo ne. To bo vplivalo na vašo prošnjo za azil. Še enkrat, samo vplivalo bo na vašo prošnjo za azil. Ne boste zagotovo izgnani. Samo na to bomo gledali zelo neodobravno, kaj ne? Na eni strani z naslovom Enakost spolov so prosilci za azil obveščeni, da lahko ženske v Združenem kraljestvu delajo, študirajo in potujejo svobodno, brez dovoljenja moškega. Na drugi strani o nasilju v družini je opozorilo, da vas lahko aretirajo ali greste v zapor, če izvajate fizične ali čustvene napade na svojega partnerja. Jasno jim je treba celo povedati, da nikoli ne smejo poskušati imeti spolnih odnosov z nekom, ki spi, je pijan ali ne more dati soglasja. In poslušajte to. Celo povedo jim, ker očitno to potrebujejo, da ne smejo pohabljati ženskih spolovil. To so ljudje, za katere notranje ministrstvo ve, da prihajajo v Britanijo. In veste, celo opozorjeni so, da ne smejo brez soglasja nekoga snemati spolnih slik ali jih deliti brez soglasja. Poglejte, to je to. To je dokaz. Prav tukaj v tem dokumentu, prav tukaj. To je dokaz. To je popolna potrditev za vse vas. Nekateri ljudje, ki prihajajo čez rokavski preli, v čovnih ali v zadnjem delu tovornjakov, so resnična, jasna in neposredna grožnja ženskam in otrokom. In če ne bi bili, zakaj bi notranje ministrstvo čutilo potrebo, da jim mora povedati, da je seks z otroki slab in da ne smeš pretepati žensk? Kljub vsemu temu, Andy Burnham še vedno želi vse te ljudi naseliti v podeželske britanske vasi ali v skupna stanovanja po vsej državi. In liberalni demokrati Ida Davija želijo pristopiti k migracijskemu programu EU, kar bo verjetno pomenilo, da bomo sprejeli še več prosilcev za azil iz Evrope. Preprosto ne morem. Resnično ne morem. Imamo vlado, ki priznava, da mora te ljudi učiti teh pravil, hkrati pa pravi, da jih lahko kar pripeljemo, ker je vse v redu. Vse je v redu. Vse veste, seveda nam je mar za naša mlada dekleta. Seveda razumemo, kaj pomeni zaščititi našo civilizacijo. Pripeljimo kar moške, ki, ne vem, brez težav spijo z opitimi dekleti, ker je to v redu. Mislim, resnično je tako. Malce mi je slabo. Veš? Ja, mislim, da je to.
To je v bistvu vse. Slabo mi je. Hvala za vašo pozornost do gospe Mate.